Ljudje se ob spominu na svoje bližnje poklanjajo s cvetjem in svečami. Upravljavci pokopališč se dobro zavedajo odvečnih smeti, ki so vsako leto ob 1. novembru velik vseslovenski problem. Pogrebna podjetja imajo zato tudi svetovalno vlogo. Da v bistvu dajemo v prvi vrsti nekak nasvete ljudem, najemnikom grobov, kdaj in kako so pokopališča odprta, kako naj v bistvu poteka predvsem v bistvu urejanje grobov, pa seveda tudi odlaganje odpadkov v ustrezne posode. Predvsem pa apeliramo na to, da se striktno ločujejo biološki odpadki od ostalih odpadkov. Je z odlokom sistem takšen, da imamo na večjih mestih kesone ločene, kjer se zbirajo enkrat odpadki, torej sveče z temi pokrovčki, drugič pa zelenje, to so razni cvetje torej in druge stvari. In potem se to ločeno odlaga. Ozaveščenost ljudi bi naj bila iz leta v leto višja. Pa je temu res tako? Statistični podatki kažejo, da se stopnja ozaveščenosti iz leta v leto izboljšuje, praksa, se pravi pogled v same posode, pa dokazuje nasprotno. Naredila sem v bistvu celo analizo, da sem pogledala, kakšen je trend gibanja odpadkov v zadnjih 5 letih in na nek način lahko ponosno rečemo na to, da se količina odpadkov sveč zmanjšuje in se v zadnjih 5 letih zmanjšala približno za 22%. Če pogledamo 5 let nazaj, recimo, ali pa 10, je bilo mogoče še več sveč, ne? Zdaj je zadnje 2-3 leta s to akcijo Prižgimo svečo manj, so ljudje, mogoče nekateri, začeli razmišljati, da je to res velik. To je skoraj kot ena ekološka bomba, da rečemo, da se to bremeni pokopališča s temi odpadki in je mogoče malenkost manj, ampak še vseeno veliko preveč. Vedno bolj se zavedamo industrializacije in okoljskih sprememb, a še vedno ne dovolj, da bi se popolnoma odrekli starim utečenim navadam. Prišel je čas, da se ponovno vrnemo k naravi. Bolj poudarjamo te alternativne načine, se pravi uporabljamo tiste materiale, iz katerih že danes znamo doma nekaj narediti. To pomeni, uporabljamo cvetje, iz katerih nastane potem biološki material, ki se neposredno vrača v naravo v smislu krožnega gospodarstva, in pa uporabljamo morebiti tudi steklene sveče. Zakaj bi morali biti sveče vedno v plastični embalaži? Steklo je namreč mogoče neskončnokrat reciklirati, torej ga ponovno uporabiti za različne izdelke. Medtem ko plastika, vemo, je najmanj hvaležen odpadek, se kopiči, z njo imamo probleme, tudi probleme v smislu predelave oziroma reciklaže. Ker plastika povzroča največ okoljevarstvenih težav, je prav cvetje primeren poklon ob dnevu spomina na mrtve. Cvetličarji seveda vsakič ponudbo prilagajajo povpraševanju. Stranke še zmeraj posegajo po svežem cvetju, zdaj so bili aktualni nasadi, potem sajenje samih tehle rožic, zdaj smo prodali dosti lončnega cvetja, krizanteme v lončkih in podobne. Prišle bodo pa zdaj tudi ikebane, sveže, imamo tudi že nekaj umetnih oziroma teh suhih ikeban. Ljudje so se nekako navadili, da imamo svežo rezano cvetje in se zelo radi tudi vračajo. Povpraševanje je predvsem po suhih aranžmajih z dodatkom svežega cvetja, po suhih aranžmajih z dodatkom samo zelenja, se pravi krizantemce rezane, pa kakšna egzotika, kot so kakšne proteje, različne. Mi delamo samo z naravnimi materiali, nič umetnega materiala. Po mnenju cvetličarjev je izbira nagrobnega cvetja odvisna tudi in predvsem od vremena. Ob slabem vremenu se namreč ljudje ne odločajo za nakup naravnega cvetja. Ta namreč hitro izgubi svežino. Prižgimo torej luč v srcih za rajne in tudi okolje.